spoštovana gospa direktorica, cenjeni visoki gostje, ki ste nas danes počastili z vašim obiskom, drage občanke in občani. Ja, danes je res en lep dan, tudi vreme se je uredilo. Lep dan zato, ker je danes tisti trenutek, ko smo na koncu ene dolge poti, ovinkaste in zapletene, tako kot je bilo že prej rečeno, 25 let je trajalo, od prve ideje pa do tega dne, ko lahko z veseljem odpremo ta vrata. Morda nekaj malega vseeno v pogled v preteklost in sicer predvsem v to novejšo zgodovino, če tako rečem. Namreč naša knjižnica je že skoraj da stala na drugem mestu, ne tukaj. Pa lahko rečem, da se je nekoliko zapletlo s tem in onem in nazadnje je bilo že gradbeno dovoljenje, ki smo ga že imeli izgubljeno. No, potem smo bili pred izzivom, da razmislimo na novo in mislim, da smo se dobro odločili in lahko rečem, da je morda tisti projekt s propadlim gradbenim dovoljenjem celo nekaj pozitivnega. Namreč, če bi to uspelo, bi imeli danes težave s samostanom, ki je ena lepših stavb v starem mestnem jedru in nekdo bi ga moral pač vzdrževati in da bi samevala in se bi pajčevina nabirala tam noter, ne bi bilo preveč dobro. Zato je bila ideja, ki je nekako dozorela, da ta prizidek umestimo poleg samostana, zelo dobra. To se je tudi izkazalo in pripričan sem, da tudi vsi, ki boste obiskovali ta hram, da boste videli, da je pravzaprav res tako in da je ta lep park, ki nam ga je uspelo v tem času tudi urediti, da je pravzaprav to lepa zaokrožena celota. Moram reči, da sem zelo vesel, da smo kot prvi korak uspeli dogovoriti s Kapucinskim redom, da odkupimo samostan, da odkupimo pravzaprav tudi celoten park in še vse, kar ni bilo v preteklosti urejeno. Dobili pa smo tudi na upravljanje zgodovinsko knjižnico, ki je samostanska knjižnica. In to je pravzaprav na nek način tudi velika čast za občino in tudi za knjižnico Krško, da lahko upravlja s takim vrednim gradivom. Tukaj moram reči, da je bilo izjemnega pomena tudi dobro sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki je pristalo na to, da lahko umestimo staro in novo skupaj. In to je pravzaprav na lep način tudi uspelo. Potem smo vse ostalo izpeljali relativno enostavno. Res, da je preteklo nekaj Save pod Savskim mostom, ampak ne glede na to delo, ki smo ga opravljali, je bilo delo, ki nas je veselilo in smo vedeli, da se bližamo cilju, da je cilj dejansko na dosegu roke in to nam je tudi v relativno kratkem času tudi uspelo. Celotna investicija, ki je bila pravzaprav v veliki večini, razen 300 000 evrov, financirana vse iz našega proračuna, je znašala skupaj z opremo preko 5 milijonov evrov. To tudi za našo občino ni mali zalogaj, ampak lahko rečem, da po 25 letih čakanja tudi to ni takšno breme. Še posebej, če vidimo, da je tukaj za nami ali pa pred vami tako lep objekt. Lahko rečem, da se v tem trenutku se je potrebno zahvaliti mnogim ljudem, tako kot je že direktorica rekla, da ne bi ponavljala vse, pa kljub temu, morda ti akterji, ki so bili ključni v tem zadnjem, pravzaprav izvedbenem delu. Najprej seveda se je vse začelo s samo knjižnico in pa pobudo za najem arhitekta. Tukaj je hiša, ki je pač vse to zrisala, sprojektirala in ves čas gradnje tudi sodelovala. Potem so tukaj tudi izvajalci, ni jih bilo malo, seveda glavni izvajalec GPI, ampak tudi drugi, ki so s svojimi drobnimi prispevki, večjimi in manjšimi, dali končno podobo tej knjižnici. Knjižnica je zanimiva tudi zato, ker ima drugačno streho kot vse druge stavbe tukaj naokoli. To boste še vse videli, oziroma nekaj ste že videli. Seveda je tukaj tudi nadzor, ki je igral pomembno vlogo in da ne pozabim, oziroma ne nazadnje, zelo pomembno vlogo so igrali tudi sodelavci iz občinske uprave. Tukaj bi omenil predvsem gospo Ano, ki je delala tukaj, mogoče podžupana, ki je tudi dosti sodeloval, pa seveda cela vrsta drugih, ki so tako ali drugače se trudili, da bi ta projekt uspel. Projekt, ki traja 25 let, zahteva tudi veliko sodelavcev. Zato je res težko našteti vse tiste, ki so tako ali drugače prispevali nekaj svojega znanja, dela in časa za to, da imamo danes to veselje, da lahko ta objekt odpremo. Jaz bi se tudi sam pridružil tej zaključni misiji, ki je dala direktorica, torej naj ta
stavba ne bo samo stavba, ampak naj bo mesto, kjer boste hodili in se preko duhovno izobrazili, doživljali kaj lepega, se morda tudi kaj pogovorili. Skratka, naj bo to neko stičišče kulture in pripričan sem, da glede na to, koliko je ta skupina oziroma ta kolektiv knjižnice že do sedaj pokazal v teh nekoliko skromnejših povojih, da bo temu tudi naprej tako in da glede tega ni strahu. Skratka, želim uspešno in srečno pot in da bo tukaj krasila ta del mesta še dolga leta. Hvala.